Lepo pozdravljeni ponovno v naši družbi. Hiperbarične komore. Izredno zanimiva tehnologija, ki pa včasih ni bila dostopna kar vsakemu sleherniku, bila mišljena le za profesionalce. Zdaj se je pa tehnologija že tako razvila, da se tega lahko posluži skoraj da vsak, kajti zelo dobro deluje, ne, za zdravje. Več kisika pride v našo kri, ne. Ker ti danes bo Pia na obisku v učnem centru mednarodnega podjetja AHA Cybernetics, ustanovitelja in vodi AHA Cybernetics Tina in Peter Kokalj. Podjetje ima sedež na Dunaju v Avstriji, lastna podjetja pa tudi v ZDA, Avstraliji in tudi seveda pri nas v Sloveniji. In za danes so nas prijazno povabili, da si ogledamo njihov učni center tukaj v Ljubljani, kjer se izobražujejo hiperbarični specialisti. Seveda je to medicinsko osebje, poslovni partnerji in seveda vsi, ki jih zanima več o hiperbaričnih kisikovih terapijah. Ne, kisik je zelo pomemben za nas, saj dobro vemo in več, ko ga imamo v naši krvi, bolje lahko delujemo. Je kaj takega kot preveč kisika v krvi? Verjetno je, ne, pretiravati z ničemer ni dobro. Jaz pa predlagam, da si za začetek pogledamo zanimiv informativen video, ki nam bo povedal več o hiperbaričnih komorah. Aha! In lažje zadihajte. In lažje bo zadihala tudi naša Pia, ki se bo pa zdaj na terenu pogovarjala z direktorjem podjetja Petrom Kokaljem. In seveda upam, da gre tudi notri v kakšno tole komoro. Pia, lepo pozdravljena oba.
Ja, lep pozdrav tudi tebi, Luka. Z direktorjem bom spregovorila prav kmalu. Trenutno pa se tukaj v Šenčurju v poslovni coni nahajam kar v samem raziskovalnem centru. Kot lahko vidite za mano, se že aktivnosti dogajajo od ranega jutra. Nekaj več o tem pa nam bo v pozdravu povedala tudi Damjana. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Dobro jutro in hvala, da ste se odzvali po vabilu. Zelo smo veseli, da ste prišli k nam. Torej, dobrodošli v AHA Hyperbarics v našem razvojnem in izobraževalnem centru. Kot je bilo že uvodoma povedano, bomo danes govorili nekaj več o tem, kako pri nas izdelujemo AHA hiperbarične komore. Predvsem bi vam pa radi pokazali, kje izvajamo tisti najbolj zanimivi del, ki se mu reče AHA Akademija, in vas kar povabim z mano v en drug del, da ne motimo fantov, ki so ponedeljkovo zagnani. Tukaj bi vas pa pozdravil naš direktor, gospod Peter Kokalj, in mu bom kar prepustila besedo. Tako da uživajte. Hvala. Hvala za besedo, lep pozdrav, moje ime je Peter Kokalj in seveda dobrodošli v našem izobraževalnem centru AHA Hyperbarics. Tako da upam, da se vidimo in slišimo. Tako. Vsekakor se vidimo in slišimo. Najlepša hvala, da nas danes tukaj gostite. Res je kar neverjetno videti tole komoro v živo, izgleda kot nekak tak balon, saj ne nazadnje resnično gre zrak v tole, kaj ne da? Ja, res je, napolnjena je zrakom. Zdaj pravite, izgleda kot en balon, samo ne poleti, ampak je v bistvu stacionarna, stoji na zemlji. Torej, če bi jaz kot obiskovalka prišla danes k vam, bi se oglasila tudi tukaj, bi me potem sprejeli, obstajajo kakšne predpriprave za vstop v komoro? V same predpriprave se začnejo že samim vašim klicom oziroma preden sploh pridete do nas, tako da v bistvu po telefonu seveda vi poveste, zakaj gre, kako gre, ampak govorim zdaj na splošno, torej kjerkoli po svetu, kjerkoli hiperbaričnem centru. Praktično bi lahko definiral dve vrste hiperbaričnih centrov. Eni so res tisti pravi medicinski, ki zdravimo paciente po celem svetu, ki je v klinikah, bolnicah in tako naprej. Te drugi pa so bolj wellness narave, se pravi bolj za sprostitev, regeneracijo, za tiste stvari, ki niso indikacije. In zdaj recimo predpostavljam, da bi vi prišli se malo regenerirati, da bi prišli malo tako, ampak vseeno je treba zadevo resno vzeti, kar pomeni, da že po telefonu, ko pokličete, ko se naročate, vas operater poleg prijaznega pozdrava vam da napotke, se pravi, da morate jesti lahko hrano, da ne smete oziroma morate poskrbeti, ličila grejo dol, kar pomeni beauty off. Potem istočasno poskrbimo za ohančke, prstančke, se pravi vse tisto, kar ne sodi v komoro, se potem na sami terapiji odstrani. In pa seveda potem, ko pridete zdravi na terapijo, se potem seveda usedete z operaterjem hiperbarične komore in ta operater vam potem razloži protokol. Torej najprej se z vami pogovori, da ste resnično zdravi, greste čez vse zadeve, bom rekel, ki niso nujno, da bi lahko bile kontraindikacije, kajti zares prava medicinsko kontraindikacija je samo neozdravljen pneumotoraks. Vse ostale zadeve pa so lahko komplikacija, ampak ker delamo recimo v wellnessu, ker ste prišli regenerativno, pomeni, da se izogibamo vseh komplikacij in zato jim rečemo tudi lahko kontraindikacije oziroma lahko obstajajo tudi relativne kontraindikacije. Tako da v tem primeru se z operaterjem pogovorite, da res nimate kaj takega, ker je na obširnem seznamu, gremo čez, da ste res zdravi, izjavite, da ste zdravi in potem takem vam pove, kakšen je protokol, kako bo izgledala sama terapija oziroma tretma, kako boste se pogovarjali, kako boste komunicirali in potem vam poleg tega, da vas nauči komunicirati, nauči tudi izenačevati. Seveda, dostikrat se pojavi vprašanje, ljudje sprašujejo, kdo pa lahko gre vse v hiperbarično komoro? In eno glavnih vprašanje, vsak, ki lahko leti z letalom, če je zdrav. Če pa ni zdrav, pa to za sabo potegne kar nekaj raziskav in pa seveda tudi drugih pregledov vseh dokumentacij, če so seveda ustrezne. No in sedaj, na primer, smo pred tem, da probate še, kako dihalni sistem deluje, probate masko, na kar operater odpre naprave, prižge generatorje kisika, kompresorje, na kar se
uležete v ležišče v hiperbarični komori, notri je prijetno ležišče, udobno je, se namestite, date znak, da ste pripravljeni in potem operater začne z zapiranjem hiperbarične komore, kar pomeni v našem primeru zapre najprej zadrgo, poravna flap, ki razbremeni zadrgo, potem se začne zapiranje zaponk, na koncu se operater usede zraven steklenih oken, ki so iz akrilnega stekla, v notranjosti so dvojna okna, kar pomeni zunanjo akrilno steklo in notranji juriten, tako da zadeva je varna z večjih nivojev, o tem bomo tudi potem verjetno v prihodnosti še malo besed povedali. No in potem se začne kompresirati, torej začne se dvigovati tlak z zrakom in ob tem mora pacient ali stranka v tem primeru, če ste prišli zdravi, biti naučena, kako izenačuje. Torej imamo več metod izenačevanja, vsi poznamo to, da se recimo zatesni nos, pihnete v nos, to je Valsalva manever, potem frenzel, pogoltnete slino, potem kombinacija vsega tega in ko vam to gre, ko je to osvojeno že zunaj, ste pripravljeni na kompresiranje. No, takrat se kompresira in vsakih 0,05 kilopaskala oziroma če povem drugače v metrih, kajti vsi tlaki so lahko v atmosferah ali v kilopaskalih ali v bari. In zdaj, da se izognemo tem fizikalnim enotam, o čem sploh pravzaprav govorimo, smo si tako nekako za uporabnike najlažje predstavljali, da govorimo kar v metrih pod vodno gladino. Ker na ta način si predstavljate, če jaz rečem 2 metra smo pod vodo, boste rekli, aha, tu je na dnu bazena, tam so zdaj voda, se neka ploščice, ne. Če jaz rečem 5 metrov, ne, in na koncu, ko gremo na 2 bara ali 2 atmosfere ali 15 kilo, se pravi 15 PSI-jev po ameriško, pomeni, da ste tako kot 10 metrov pod vodo, ampak kljub temu ste samo 30 cm od mene. Torej, sva zelo blizu, se pogovarjava in skozi to platno, ki je posebno, se zvok širi. Torej, mi dva se bova pogovarjala in dejansko vsakih pol metra, ko se pritisk poveča, kot da se potapljamo pod vodo, vsakih pol metra vam dam znak, bomo izenačevali, vi poskušate izenačitvijo, mi date znak, da ste pravilno izenačili, da je vse v redu in gremo potem naprej. V primeru, da izenačenje ne gre gladko, lahko v kjerkoli trenutku prekinemo proces napihovanja, zadeva se varno ustavi, operater se pogovori, zakaj ne, poskušamo na različne načine in potem lahko zopet malo vrnemo in lahko se dvigamo, spuščamo do željenega tlaka. Na tem tlaku željenem, ki je bodisi mora biti večji kot 1,5 atmosfere dihalnega plina, kisika, parcialnega, o tem bom povedal tudi kasneje. Torej, ko dosežemo ta tlak in gremo na 1,6, 1,8 ali 2,0 ali celo več v medicinskih primerih, pa je zelo pomembno, da se zavedate, kakšen protokol bo uporabljen nad to stranko, za kakšen namen uporabe gre, kajti s tem je povezano, koliko časa bo ostal na tej globini, koliko pogosto bo mogel priti in pa kje so tiste toksičnosti oziroma toksične meje, ki se jih morajo operaterji dobro zavedati. Zato je zelo pomembno, da tudi operaterji so pravilno usposobljeni, da vas lahko spremljajo skozi cel proces. No, tista urica je urica za vas. Ležite noter, uživate in se prepustite. Nekateri meditirajo, nekateri berejo, celo učijo se v notranjosti, kajti vemo, da noter možganski procesi funkcionirajo drugače, prihaja do turbo learninga, ljudje se učijo jezike, speti možgani delajo kot v mladosti, celo dislektiki berejo tekoče v notranjosti. Tako da to je naredil en tak velik korak v prihodnost, v naprej. No in potem na koncu po tisti urici, ne, odvisno spet od tlaka, če ste recimo samo na 1,6 atmosfere za regeneracijo, ste lahko tam celo 120 minut. Na 1,8 ste lahko 75 minut, na 60 minut pa ste lahko na 2 atmosferah oziroma na 2 barih, kajti če prečkate 2 bara ali 2 atmosfere, pa so obvezni zračni premori. Torej protokol 25,5 ali 25,3, kar pomeni, da dihate kisik, snamete masko, dihate zrak in zopet dihate kisik in to. To je vse zaradi tega. Maske torej nimamo ves čas na sebi? Masko imate ves čas na sebi. Če gre za rekreativno oziroma če gre za relaksacijo, potem že v procesu, ko greste noter, si nadenete masko, dihate kisik od začetka, izenačujete skozi masko, pogovarjate se skozi masko in potem se to napihuje. Če pa gre za medicinski pristop, torej za zdravljenje, potem pa je po vseh standardih svetovnih v času kompresiranja komore, bom rekel, standard prepoveduje uporabo kisika, kar pomeni, da vi kompresirate z navadnim zrakom in ko stabilizirate tlak, takrat se šele odpre source kisika, ki je lahko generator kisika, lahko je 100% kisik, ki je priklopljen direktno, date si poseben dihalni sistem in skozi ta dihalni sistem potem dejansko
začnete dihanje kisika. In na koncu, po 1 uri, zopet izklopite dihalni sistem, odstranite masko in se začne procedura spuščanja. Tako da je razlika med medicinskimi protokoli in nemedicinskimi protokoli in to je tisto, kar recimo ljudje nekako ne razumejo oziroma ne vejo zakaj in to pa seveda je povezano z namenom uporabe same naprave in pa v bistvu s tehnologijo, ki jo imate prisotno. Namreč lahko povem, da med to napravo, ki jo imamo tukaj, ki je lahko vse splošna naprava, torej lahko uporabljate doma, v wellnessih, spaji, hotelu, kjerkoli, je kar precejšnja razlika napram medicinski, ki se uporablja za zdravljenje, zato tudi močno odsvetujem, da v zdravstvene namene nekateri, ki imajo naprave, ki niso temu namenjene, uporabljajo s takim namenom. Vi imate obe varianti? Tako je, mi proizvajamo obe naprave. Torej uporabljamo napravo, ki je lahko za regeneracijo, za wellness, spa, anti-aging in take zadeve in pa seveda tista, ki je tudi za zdravljenje, ki ima uradne certifikate po medicinski direktivi 93-42 EC, imamo ISO v proizvodnji 13485-2016, torej za sledljivost, se pravi vseh korakov medicinskih izdelav, medicinskih pripomočkov. No in tiste bistvene spremembe med medicinsko in nemedicinsko ni samo protokol, torej kako poteka napihovanje, spuščanje, čas in vse zadeve, pač pa nekaj, kar je zelo pomembno in to je monitoring v komori. Torej, v kakšnem stanju je vaša oseba, vaš pacient v tem trenutku v komori, a ne kako se monitorira njegovo stanje v komori in pa kakšna atmosfera je okrog njega. Ali smo še vedno v zračni atmosferi, ali dobimo dovolj kisika, ali ga dobimo premalo. Torej, vse to so parametri, pogoji, ki so pri zdravljenju zelo pomembni. Morda celo na katere se upravičujem, da vas motim, malce bom mogla skočiti še v glase o teh pogojih, za katere skrbi tudi operater, o katerem mogoče kaj več po oglasih, bo vas pregovorila prav kmalu. Kot rečeno, ostanite z nami, vrnemo se že čez par minut. Lepo pozdravljeni nazaj. Danes govorimo o hiperbaričnih komorah in ja, pravzaprav tukaj z direktorjem Petrom Kokaljem pravzaprav stojiva pred eno, o kateri sta prej že nekaj povedala. Prej mogoče niste videli teh okenčkov, ki jih imate, zato da vseeno do vas prodira svetloba, ko ste notri, zato da se človek tudi ne počuti preveč klaustrofobično, kaj ne. Sicer pa pravite, da izgleda notranjost tako, kot izgleda tale pravzaprav postelja pred nama. Tako je, mogoče bi v parih besedah probal opisati sliko, kako je ta naprava sestavljena. Ker moram reči, da ta naprava je edinstvena na svetu, pa ne zato, da je samo ta taka, ampak samo nam na svetu je uspelo doseči to, kar do zdaj ni uspelo še nikomur. In to je edina napihljiva, visokotlačna, prenosna hiperbarična komora na svetu, ki je sploh certificirana z uporabo kisika. Morda, če samo korak nazaj naredimo zgodovino, da boste razumeli, prve mehke komore so se začele pojavljati za zdravljenje višinske bolezni. Ko so ljudje šli na Himalajo in so potem na 5000 metrih začeli dobivati višinsko bolezen, so jih zaprli v vrečko in so to vrečko potem napihnili z navadnim zrakom, niti ne s kisikom, in potem pod navadnim zrakom so dihali ta zrak in so se počutili, kot da so šli iz 5000 metrov kar naenkrat nazaj na 1000 metrov in je telo spet začelo funkcionirati, torej ni prišlo do višinske bolezni, dejansko utopitve na suhem. No in v današnjem času je pa komercialna zgodba v svetu postala taka, da ljudje še vedno prodajajo višinske vreče in te višinske vreče proizvajajo Amerika, Kitajska, torej veliko proizvajalcev po svetu in jih prodajajo kot hiperbarično zgodbo, ker pa v bistvu nima nič skupnega s hiperbarično zgodbo, ker dejansko gre za višinsko vrečo in ta višinska vreča, ki se uporablja za zdravljenje višinske bolezni, je v bistvu samo eden od sestavnih delov naše naprave. Zato je skoraj nemogoče primerjati našo hiperbarično komoro s kjerikoli drugim napihljivim komoram na svetu in namreč ta vreča, ki jo oni uporabljajo, je pri nas notranja vreča, ki dejansko tesni vse skupaj. Torej, to je tista, ki preprečuje, da bi zrak uhajal iz vreče. Potem imamo še drugo vrečo, to je zunanja vreča, ki drži vse skupaj. Torej gre za komoro v komori. Je to tale bela? To je ta zunanja vreča in potem za to zunanjo vrečo na zunanji strani je mrežni skelet. In ta mrežni voj dejansko drži vse skupaj, da ne pride do prenapihnjenosti, kajti če samo pogledava primer, če imamo 10x10 kvadratnih centimetrov, kar se vam zdi malo, je kljub temu pri dveh atmosferih 200 kg sile. Torej na eni taki zaponki lahko pride več kot 1,5 tone sile
ki vleče to narazen. No, ampak da si bomo ljudje Potem imate res močne operaterje. Ne, operaterje ne, zaradi tega, ker takrat, ko ni tlaka, se to odpre z enim prstom, z lahkoto, lahko vam tudi pol demonstriram. No, ampak kaj pa je v notranjosti? Torej, ko se komora spusti, glede na to, da je mehka, a ne, nekateri mislijo, ja, samo trde komore so prave. Ne drži, tudi mehke so lahko prave, če dosegajo tlak večji kot 1,5. Zakaj 1,5? Vsa fiziologija tlakov in vse skupaj bazira na tem, da se fiziološki procesi v telesu začnejo odvijati šele, ko presežemo parcialni tlak kisika 1,5. In zato je naša najšibkejša komora oziroma naše delovanje se začne pri 1,6, 1,8 in 2,0. No in ko se komora spusti, ne sede skupaj, čeprav je napehljiva, ampak se usede na to ogrodje. In ta notranji skelet je v bistvu ta, da ste vi še vedno udobno, čeprav je komora spuščena, komora se nasloni na ta skelet in ta skelet se z lahkoto lahko odpre, se ga razstavi in zato je ta komora tudi mobilna. Torej, lahko jo prinesemo v bolnici direktno v COVID oddelek, med paciente, tam, kjer je rdeče žarišče, ne rabite paciente voziti nikamor. In potem v tistem istem trenutku jo nesete v drugo sobo, vmes jo še celo razkušite, date noter ionizator, potem nesete v naslednjo sobo, se pravi, komora lahko potuje znotraj bolnišnice in seveda vse, če je prostora dovolj, ni potrebno niti razdelati skeleta, če ne se pa skelet podre, komora se zvije kot palačinka, jo date v prtljažnik in jo peljete na teren tako kot športniki. No, da pa seveda vse skupaj lepo funkcionira, so pa tle še druge naprave, ki dejansko skrbijo za to, da komora sploh deluje. Torej, kompresor, ki skrbi, da imate vedno svež zrak v notranjosti, recimo ogljikovega dioksida in standard pravi, da morate imeti najmanj 50 litrov svežega zraka na osebo, kar pomeni, da naša naprava ima 170 litrov svežega zraka in ta zrak kroži skozi komoro, kar pomeni, da prezračuje, da vam je noter udobno, da je svež zrak, da tudi če date masko dol z obraza, lahko normalno dihate svež zrak pod tlakom 2 atmosfere. No, potem so pa generatorji kisika. Generatorji kisika pa služijo temu, da iz zraka proizvedejo kisik. Kar pomeni, potegnemo 170 litrov v vsako škatlo in separiramo dušik od kisika, dušik pihnemo v ozadju, kisik doziramo v komoro, potem pa se ta kisik in ta dušik zopet združite nazaj in nastane navaden zrak. Kar pomeni, da poraba v prostoru je tako, kot da sedite za mizo. No in te naprave so posebne, kajti prišle so na trg šele pred dobrim mesecem in so najmočnejši prenosni, če lahko tako rečem, generatorji na svetu kisika, kajti delajo pod delovnim tlakom 3,2 atmosfere. Kaj to pomeni? Če je komora dvoatmosferska, vedno potrebujete, da lahko dihate vsaj 0,3 več. Da pa maska ima svojo funkcionalnost, pa morate imeti še 0,3 dodatno. Kar pomeni, za 2 bara potrebujete 2,6 generator kisika, naš gre na 3,2. Torej, to so edinstvene naprave, s katerim lahko regulirate pritisk, kisik, tlak, flow, se pravi polno enih parametrov, je na kolesih, tako da se lahko tudi zapele v drugo sobo, v drugo ordinacijo ali pa recimo v wellnessu, da lahko postavite nekam v kot. Tako da predhodna verzija je bila precej taka štiroglata, zato smo se tudi odločili, da gremo s tehnologijo majčkeno naprej. No, in če se zdaj korak sprehodimo do dihalnih sistemov, ki so v hiperbarični znanosti izredno pomembni, je ena najbolj pomembnih stvari izkoristek vašega dihalnega sistema. Torej, obstajajo dihalni zahtevi, ki so na zahtevo, tako kot potapljaški regulator. Vdihnete, ventili se odprejo, dobite, izdihnete, ventili se preklopijo. Ampak to je majčkeno strašno. To zgleda tako, da ste v nekem vojaškem letalu z masko na glavi, slišite vse ventile in vse to. No, tako da tukaj smo razvili eno kombinacijo vsega in imate lahko samo navadno masko. V rekreativne namene se ta prva uporablja. Ta maska je maska iz vrečo za doziranje visoke koncentracije kisika in če pogledamo to masko, boste videli, da pomemben je za lažjo kompenzacijo zraka, da imate dovolj veliko vrečo, vreča je 2-litrska, potem so tukaj nepovratni ventili, ki omogočajo, da res vdihnete samo ta kisik, ki je iz vrečke in pa da vam lepo tesni na obrazu. Da se izognemo temu problemu tesnenja na obrazu, veste, recimo nekdo ima brado, brke, različne ozke obraze, široke, smo naredili to, da smo ustvarjali bistveno višji tlak, ker pomeni, da ta višji tlak potiska kisik ven
in dejansko prepreči, da bi vi vdihnali zrak, čeprav maska dobro natesni. Zato izkoristek take maske lahko tudi 100%. V normalnih primerih ni. Ne? Tako da mi smo naredili en korak naprej s to masko, no in zato je zelo pomembno, ne, da ljudje ne nasedajo tem, da nosna kanula ali pa brez teh pokrovčkov ali pa brez vreče, to je vse hiperbarična terapija. Če imate vi parcialni tlak nižji od 1,5, ne bo fizioloških učinkov. No in v naši akademiji tudi učimo, kako se računa doze, kako se vse to preračunava, tako da operaterji so usposobljeni za to in točno vejo, kakšna maska je lahko uporabljena. Usposabljajo se pa samo pri vas ali že pridejo usposobljeni? Različno. Torej, nekateri hočejo samo se dospecializirati, so pa izobraževanja različna, od hiperbaričnih operaterjev za domačo rabo, torej tisti, ki imajo napravo doma in jo bojo uporabljali samo za svoje namene, torej na vrata potrka lahko sosed, mama, oče, se ve se, družina. In to izobraževanje je bistveno drugačno od tistega, ki sprejema stranke. Kajti, če vi delate strankam, pomeni, da morate znati prepoznati, ali je res ta oseba zdrava, kako deluje, ali je dovolj vse v redu, da lahko vzamete noter, kako mu boste ponudili terapijo, kolikrat mu boste predlagali, da za določeno stvar gre noter. Če pa gre za medicinsko stvar, potem je pa to še naslednji tečaj, v tem primeru je pa to hiperbarični operater 3. nivoja, ki pomeni, da se učimo tudi v indikacijah, govorimo o, bom rekel, na samem izobraževanju, ne samo o opremi, ampak govorimo o fiziki tlakov, fiziologija, patofiziologija kisika, kje so toksičnosti meje, se pravi, koliko časa smo lahko, za katero motno je določen tlak, recimo 2 bara za okrevanje, 1,8 regeneracija, 1,6 recimo neurologija, a ne? In tudi, če operater ne bi poznal te razlike, vas da lahko na napačen tlak, ker pomeni, nič ne bo narobe, ampak ne bo rezultata. Vi ste pa prišli zaradi rezultata, a ne? Torej, to je tisto, kar si vsi želimo si neko izboljšavo nečesa in zato je izobraževanje še toliko bolj nekako pomembno, sploh v tem času, ko smo v zadnjih desetletju prišli do tega, da ni vse samo dajmo gas do konca, ne, v rdečo polje, dajmo komora zmore na 2,3, 2,4 ali 3, ampak da je ta fiziologija nizkih tlakov 1,6, 1,8, 2,0 lahko za določene stvari celo bolj pomembna, bolj potrebna in dosega boljše rezultate. Zato smo z našo napravo naredili en tak preskok v medicini, ko smo uspeli uradno certificirati edini na svetu okrevanje po možganski kapi ali pa celo recimo avtizem. Ne, in širom po svetu so klinike, recimo samo na Poljskem nam je več kot 70 klinik in bolnic, ki že uporabljajo naše naprave za zdravljenje tudi avtističnih otrok, za zdravljenje po okrevanju po možganski kapi in pa seveda tudi za druge travmatološke ali druge, bom rekel, zadeve. No in vprašanje je, kdo lahko postane operater. Torej, če vi želite kupiti to napravo in želeti to napravo imeti za doma, je dostikrat to lahko tudi ena taka odlična poslovna priložnost. Zakaj? Veste sami v današnjem času, ne veste, kaj bi se lotili, kaj bi pa delali, pa bi bilo dobro imeti neko poslovno idejo. Ampak po drugi strani pa je hiperbarični operater posel prihodnosti. Torej, gre za neko tako službo, v kateri vi rabite samo opremo in potem vi lahko delate naprej. Torej, beauty klinike po celem svetu, že prejšnjič v vaši oddaji smo govorili o anti-agingu z našo napravo in veliko tega. No in na ta način je potrebno, da pristopite k temu tečaju samo, da imate končano srednjo šolo in ste stari 18 let. Vse naprej pa se naučite pri nas. In marsikaj se bomo še naučili pri nas, ker nam pa časa že malce zmanjkuje. Povejte še, zakaj je ta maska recimo drugačna od tiste, o kateri sva govorila prej, čisto na kratko še. Ta maska, o kateri smo govorili prej, oziroma tista maska je v bistvu za enkratno uporabo in tista maska se po uporabi zavrže. Ta maska pa je za večkratno uporabo in ta maska se razstavi in potem, ko se ta maska razstavi, se ta maska da v posebno napravo na 135 stopinj, se to razkuži in so te maske lahko uporabne za večkrat, tudi bolj mehke, so bolj prijetne, bolj silikonske, bolj tesnijo in pa seveda gre za nek sklop nepovratnih zadev, ki se jih tudi ščisti, ki se jih tudi zamenja, to so nepovratni ventili in pa seveda, kar je najbolj posebno za medicino pa je to, da izdihan zrak ne gre v komoro in se komora prezračuje, kot so vsi navajeni po svetu, da to tako gre pri drugih komorah, razen ta velikih cisternah, ki se nahajajo v kliničnih inštitucijah, ampak pri tej maski se izdihne vse v posebno cev skozi filtre ven iz naprave, kar pomeni, da v napravi res ostane samo zrak in vaš izdihan zrak gre skozi posebne HEPA filtre, kar pomeni, da pride očiščen bakterij, virusov in potem ga lahko odpeljete ven iz prostora ali pa ga celo spustite nazaj prečiščenega v prostor. Tako da to je pa posebnost te maske.
Čudovito, res mislim, da je kar nekaj pozitivnih strani in hvala, da ste nam razložili, kako sploh to deluje, da si bomo lahko predstavljali in ne mislili, da bomo s tem mogoče odpotovali kar na Luno. Izgleda tudi malce vesoljsko, čisto za hec, no pa tudi za res, saj astronavti verjetno so tudi uporabljali kaj podobnega. Tudi se uporablja za dvig, bom rekel, predvsem potem, ko pride nazaj in pa seveda se v zadnjem času je zelo aktualno tudi v vesolju samem, ker ko želijo povečati ta tlak, ne morejo oni v celi sobi noter dvigati pritisk. No in zato, ker je uporaba s kisikom v zaprtem prostoru je še toliko bolj pomembno, kakšna je tehnologija izdelave. In tukaj lahko povem, da je specialno izdelano to, da je ta komora sestavljena brez kakršnih koli lepil. Torej, tukaj ne vidite nobenega lepila, ker ne sme biti lepljeno in tudi PVC-ja ni, ker ti PVC je hlapljiv ravno tako, kot je lepilo in zato je to delano s posebno tehnologijo, ki se reče visokofrekvenčno varenje in to varenje spaja določene materiale in na ta način je narejen cel skelet. Tako da prepričan sem, da v prihodnosti ne samo na vesoljskih postajah in raznih inštitucijah, ampak da se bo to pojavljalo tudi v vseh, bom rekel, takih innovation driven company ali pa bom rekel v podjetjih z visokim tehnologijam, kajti rabimo možganski fokus in rabimo ostati zdravi. In to je tisto najbolj pomembno, torej ne čakamo na to, da zbolimo, ampak pojdimo naprej, naredimo nekaj, kar bo na višjem nivoju in to je tudi naša vizija v prihodnosti, torej ponuditi nadzdravje vsemu človeštvu. Na kakšen način, ali boste lahko z lastno komoro, ali pa naša vizija je odpirati po svetu tudi take centre, da si bojo ljudje lahko to imeli na dlani, na roki in da si bojo lahko v vsakodnevnem življenju privoščili. Najlepša hvala, gospod direktor Peter Kokalj. Če vas zanimajo še kakšne druge podrobnosti o hiperbaričnih komorah, vas seveda vabim tudi k ogledu 2 oddaj, ki smo jih že imeli v prejšnjem tednu in so dostopne tudi na naši spletni strani oziroma na YouTube kanalu, kjer smo prav tako spregovorili o hiperbaričnih komorah. Več pa seveda na njihovi spletni strani. Za danes pa se iz Šenčurja poslavljam.